Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Najavila sva že, da bova danes govorila o manj posvetnih zadevah, ampak še pred tem naročite se na delo.si. Zgodilo se je nekaj, kar je bilo morda malo neopaženo, ampak hkrati je pa epohalno. Epohalna prelomnica, bi jaz rekel. Slavoj Žižek, slovenski filozof, lakanovsko-marksistične usmeritve rečva, je objavil svoj članek v glasilu Osservatore Romano, se pravi v nečem, kar ima status uradnega glasila Vatikana. In sicer je v tem članku, ki je bil objavljen 2 tedna nazaj, podprl papeža Leona XIV. In njegov poziv, da je treba zadeve povezane z umetno inteligenco regulirati. Razloži dobesedno rekel. Ja, mi da sva oba to prebrala, ampak ti si filozof, pa bo znal to Žižkovo argumentacijo na kratko predstaviti. Ne, veš, ljudje ne si to pa sami preberejo, pa si bodo predstavili stvar, ampak mene cela ta kompozicija dogodka, dogajanja ni presenetila. Na to, da Žižek tam objavil natanko tja paše, ker ko sem jaz encikliko prebral takrat, takoj na začetku, en dan potem, ko je izšla, in se veš, mi da sva to že označila, mi da sva povedala, kaj to pomeni. Sva takoj, ko je bila objavljena, ti si parkrat pisal sobotnje. Tako ja, in če mi je kaj logično, mi je to, da slovenski intelekti filozofske narave, da se v to vklopijo in to komentirajo. Mislim, to se mi zdi, prav tako naravno se mi to zdi, zaradi tega, ker Žižka je fasciniralo to, da je, razorožitev umetne inteligence je namenjena temu, da umetna inteligenca ne more voditi pobude, ampak mora reči čez človek, pa mora biti zavezan svoji nepopolnosti v izhodišču. V svojem izhodišču, in to vam pol poveže z že 40 let staro teorijo, lakanovsko teorijo, ki je v tem smislu zelo dobra in je preživela in očitno deluje, še vedno deluje, in to naredi, kdor ga bere, jaz ga berem že zelo dolg časa, ni popolnoma nič novega, ampak če bi zdaj v tem kontekstu, ki ga je izpeljal iz se pravi veličastne človečnosti, iz te enciklike, da pa prima sede, zelo fajn sede, in na koncu celo 2-krat pozove k branju, se pravi, berite, pa še enkrat preberite, tako v tem smislu, 2-kratnemu branju poziva, in interesantno se mi je to zdelo tudi v nadaljevanju. Mislim, to, da je Žižek naredil, se meni zdi prav tako umerjeno in logično in pravilno in se mi tudi fajn zdi. Ampak kaj se je zdaj dogajalo prav ob vrhu NATO pakta v Ankari, ko je na podlagi tega naraščajočega trenda oboroževanja pa vojaške industrije, on omenuje noter, mislim, Till, kako se piše? Peter Till, ki je v bistvu za umetno inteligenco prispeval k tem, da so lahko bolj brezosebno pobijali v Gazi. Se pravi, da je umetna inteligenca pobijala živa človeška življenja. In zdaj je poziv, da se mora Evropska unija po zgledu Amerike oboroževati zmeraj bolj in do 5% GDP-ja, dati za to, da se bomo počutili varne, pa sploh nismo v taki nevarnosti, ta občutek nevarnosti je pač umeten. In istočasno, se pravi, istočasno 27., 28. ali pa 28. 29. junija 26 je na podlagi te enciklike, ki jo je Žižek komentiral, v Rimu potekal konzistorij kardinalov, 2-dnevni konzistorij kardinalov, vodil ga je pa nek kardinal Fernandez. In interesantno je bilo, da so oni se zavzeli za to, da se problematizira koncept obrambne vojne. Aha. Se pravi, obrambne vojne, da imaš ti pravico do obrambne vojne. Ja, jo imaš, seveda jo imaš, ampak ne sme biti nesorazmerna. Ne sme biti vojna v imenu obrambe, potem pa še hujša kot pa tista, ki je povzročila to zadevo. In to gre skladno, prav tako analogno temu razmišljanju o umetni inteligenci, maščevalnosti in vsemu temu, in Evropska unija sledi temu dogajanju, te nore oboroževalne tekme na račun
tega, kar spet enciklika govori o tem, kako se ne sme za seboj pustiti človeka. Se pravi, zdaj se boste oboroževali zato, da boste pa zdravstvo uničili, da boste šolstvo uničili, da boste manj sposobnega človeka še bolj izpostavili, da boste naredili socialne razlike in tako naprej. Vse kulturo, znanost. Kulturo, znanost. In to se zdaj pri nas dogaja. Ta trenutek. Jaz sem že prebiral o tem, da je kulturno ministrstvo zadržalo vse zahtevke za že opravljene storitve v področju kulture, češ da jih ne bodo plačali. Ja. No, in Žižek o vseh teh dilemah diskutira podobno kot prav tako avantgardno, v bistvu Leon 14. o tem diskutira. Meni se to zdi res epohalno in tisto, kar mi je pa res pomembno. Žižek je moral zaznati, verjetno je zaznal to, kar sem tudi jaz takrat zaznal, namreč, da se Leon 13. odpoveduje paternalizmu. 14. Skozi mi uhaja iz jezika. Le ne se to ne dogaja prepogosto. Bom probal jezik zdrsirati. Ja. Skratka, Leon 14. se noter eksplicitno odpoveduje paternalizmu, ker prejšnji papeži so imeli tisti svoj večvrednostni kompleks in so poskušali celemu svetu povedati, da oni združujejo vso ali pa večino resnice in da tudi drugi imajo neke resnice, ampak oni imajo pa večino in da on učitelj sveta. On pa tako zelo ponižno pove, nehajmo se pogovarjati, kdo je šef, pa kdo ni. Imamo pa eno zelo pomembno stvar. Na svetu moramo zagotoviti mir. Na svetu moramo zagotoviti sožitje. Na svetu moramo zagotoviti dostojanstvo človeka. Nevarnosti so pa sledeče. Se pravi, ekološka katastrofa, potem pa imamo umetno inteligenco, ki postaja realen problem, in vojne. In vojne, se pravi, atomsko orožje. Se pravi, naša naloga je, da skupaj stopimo pa ta svet rešimo. Preprosto na ta način. In to Žižek tudi posredno zazna in hoče pokazati, a zastopaš, da dejansko tisto, kar šteje, je to, da je treba svet nazaj humanizirati, kar pomeni, Leon 14. noter izrecno piše, da je civilna družba sestaven del reševalnega procesa tega planeta, sveta. Pove, da je še boljše šolstvo, se pravi, dobro, odlično, samostojno, avtonomno, humboldtsko, pa še boljše je tisto, kar bo rešilo svet. Ne pa zmanjševanje, utilitarizacija ali pa podreditev šolstva, recimo gospodarstvu, ali pa tehnologiji in podobni neumnosti. To je antihumanistično. In on to izrecno poudari in mislim, to je tako, kot da bi na Humboldtski univerzi profesor pisal program. Pride pa v bistvu izpod peresa nekega monarha, saj tradicionalistično gledano. In jaz mislim, da je Žižka to prepričal, da je gotovo, da ima opravka z nekim človekom, ki v bistvu čist resno misel, kar piše. Da nima zadaj nič, da dejansko zaznava probleme, tih ni, je v poziciji, ko to lahko govori, drugi so pa v poziciji, ko tega ne morejo govoriti. Vsi smo danes privezani na nek svoj molk. Vsi smo ali pa večina nas je privezanih, da nekaj lahko povemo, nekaj pa nekako bomo pa jutri, in tako naprej. Zdaj se pa znajdu en Leon 14. v poziciji, ko reče, meni pa ni treba molčati. I'll never stop advocating for peace, je rekel takrat, ko ga je Trump napadel. Peter Thiel, človek, ki smo ga že omenila, je med drugim eden od ustanoviteljev PayPala. Je v svojih zgodnjih delih, pa maski zraven, v zgodnji poslovni karieri je bil Elon Musk njegov sodelavec. V Silicijevi dolini je eden prvih podpornikov, če ne prvi, Donalda Trumpa. Je ustanovitelj korporacije Palantir, ki je zelo pomembna pri teh nadzorstvenih tehnologijah nadzora in tako naprej. Kar je posebej pomemben, je pa to, da je ideolog teh novih tehnogigantov, tehnotajkunov. Ideolog v tem smislu, da je sposoben tudi nekega filozofskega razmisleka. Pa kvazi filozofskega. Kvazi filozofskega, seveda. Je pa ob tej encikliki Leona 14. papeža napadu, češ da s to svojo pobudo koristi komunistični Kitajski in dela škodo zahodnemu svetu. To je izrekel na enem od forumov, ki so se odvijali v Koloradu, v Aspenu, 10 dni nazaj, mogoče malo več.
to je Se pravi, podobno, gre za tako, polemiko med tehnogiganti na eni strani in resno filozofsko razmišljajočimi osebnostmi na drugi strani. To je podobna linija argumentacije, kot je Netanjahu Zahodu očital, da če ne podprejo Izraela in mu pomagajo pobijati Palestince, da bodo v bistvu vzpostavili na svetu barbarizem in potonili zahodno civilizacijo. To je čisto ista linija argumentacije. Ne. Plitva in resnična je, ampak ne odgovarja resnici, tako bom rekel. Ne odgovarja resnici, ker ti ljudje, kaj pa je s Kitajci narobe, oni niso ljudje, ali kaj? Ali pa Rusi, ali pa Indijci, ali pa Pakistanci, ali pa kdorkoli že. Oni pa niso ljudje, ali pa Grenlandci. Ne? Ja, oziroma Inuiti, da so natančni. Tile je Žižek v tem tekstu zelo ustrezno označil za liberalnega fašista. Mislim, da s tem v dveh besedah mu je dal šahmat. Ne? Liberalni fašist. To je to. Ne? In v tem novem... Deva razčleniti, zakaj je fašist, zakaj je liberalni? Se fašizem pride iz liberalizma, nujno. Vse drugačno mora, zato ker postane na podlagi moderne države. Ampak v tem osvoji vzorce vladanja na podlagi nekih polteokratskih tez, ampak še zmeraj v okviru moderne države, ki jo pa v bistvu reducira na svoje lastne interese. Ne? In seveda zato, da bi ubranil, ker država je vedno nacionalna država, saj v principu je nacionalna država, in to pomeni, da ti nekaj univerzalnega zožeš na nekaj partikularnega, na neko nacijo. In ko to nacijo začneš absolutizirati, postaneš supremacist in potem druge začneš od sebe pomanjševati, narediš razliko med mi in oni, to je tipična distinkcija Jasona Stanleya, in potem na podlagi tega sprejmeš legalno, pravna država, ustrezne zakone, da potem Jude pretapljaš v žajfe. Ne? Namreč Hitler je to legalno počel. Ne? Govoriva o holokaustu. Holokaustu, zdaj imaš pa... leta 1933 in potem naprej. On je legalno Jude preganjal in zato je toliko bolj osupljivo, da danes Izrael legalno poskuša eksterminirati Palestince. Ne? To je ta zgodovinski razlog, temu bi se rekla dialektika, temu bi se rekla ne vem kaj, že igra nasprotju, skratka bi se dal hegelijansko to stvar dosti dobro razložiti, ampak očitno je, ko so rekli po drugi svetovni vojni, da se ne bi nikoli več ponovilo, nihče ne more zagotoviti, da se nekaj nikoli več ne bo ponovilo. Očitno se ponavlja se v obliki, ki je zelo zanimiva stvar, pa ta ne. Namreč, takrat je katoliška cerkev, naj je to hotela ali ne, naj je to eksplicitno si želela ali ne, iz taktičnih razlogov sodelovala z Mussolinijem. O tem ni danes nobenega dvoma več. Ne. Danes je ravno obratno. Ne. Ravno obratno. Ampak interesantno je to, da recimo ta enciklika zdaj obuja dobesedno prav tako pravo razredno teorijo, oziroma teorijo, takrat je Marx začel v 19. stoletju. Ne. Ta teorija je zdaj, je ne rabiš pripisati Marksu ali pa komunizmu, ampak je enakovrodna. Se pravi, sicer govori o Bogu, Marx je ateist, ampak kakorkoli že, je pravična, vzpostavlja človeka in človeško dostojanstvo. In tisto, kar bo pa zdaj zanimivo, slovenska katoliška cerkev v danem trenutku prihaja pa v res neprijeten položaj. Zdaj je omogočila trende, ki so, rečemo direktno ali pa posredno, pa grejo v smer zgodovinskega fašizma. Na to, kar Janša počne, so tendence zgodovinskega, ali pa če že ne zgodovinskega, pa pač novodobnega fašizma. Tako kot v Ameriki, se Stanley to lepo opisal. Skratka, avtoritarizma, ki spominja na nekaj, kar je Mussolini začel ali pa počel, ampak nekega novega avtoritarizma. In slovenska cerkev je bistveno pripomogla k tej paradigmi, izvzorčila je pravzaprav Janšo in referenčno omogočila vso to laž, da je prišla na oblast. Zdaj bo pa zanimivo to, da je slovenska cerkev praktično skozi to encikliko gledano v čistem, teoretskem, praktičnem in duhovnem nasprotju tega, kar razglaša enciklika, se pravi veličastna človečnost, Leona 14. Da se pa nisem zmotil. No in, kaj to pomeni? Fašistična, z vero prepojena ideologija, pa probajmo zmehčati ta izraz, ampak to, kar v to smer nekako gre z nacionalizmom, na nek način odhaja v herezijo. Na nek način odhaja v herezijo, zaradi tega, ker
v krščanstvu so vsi ljudje pred Bogom enaki, ni razlik v spolih, ni razlik v spolnih orientacijah, ni razlik v bogatstvu ali revščini, v dostojanstvu, tako je, barvi kože, v dostojanstvu so vsi enaki. To je jasno, ko beli dan napisano. V praksi pa to tako ni, tako ne deluje. Slovenska cerkev je bila sploh zmeraj skozi avstro-monarhično prakso je bila elitistična. Ne? In na nek način, na koncu lahko rečeš tudi supremacistična. Ne? In zdaj omogočila neko laično oblast, ki je pervertirana, ki je zavezana laži, ki širi sovraštvo. Mimogrede, nekaj dni nazaj je bil v Ljubljani shod z geslom Remigracija, kjer so plapolale rumene zastave s domnevnim karamtanskim panterjem. Tam so hodili fantje s tetovažami, ki so evidentno nacistične oziroma neonacistične, kar pomeni, da je ta nevarnost neofašizma, neonacizma v Sloveniji izrazito prisotna. In potencialno v porastu, in to potencialno z blagoslovom katoliške cerkve, zaradi tega, ker je navijala za Janšo 200 na uro. Ampak, kot rečeno, to vektorsko nekam odhaja. In si pravilno ugotovil, kam to odhaja. Na koncu pohaja to v sovraštvo, ljudomrznost, netoleranco. To je nekaj, proti čemur se mi borimo, se hočemo boriti, se bomo borili in bomo tudi zmagali v tem. Ampak, zdaj imamo pa mi vrhovnega poglavarja te cerkve, ki pa čisto drugače govori, oziroma govori prav. Kaj zdaj s tem narediti? Kaj se bo zgodilo? Kdo ima problem? Problema definitivno slovenska katoliška cerkev. Namreč, kaj se je zgodilo dober teden nazaj? Obstaja neka sekta katoliška, ki je tudi supremacistična. Še najmanjši problem je tem, da hoče maše brati v latinščini. To je še najmanjši problem, ker to je pač ritualistika, liturgija, whatever. Ampak to, da je supremacistična, pa da ima take ideje, ki ne sodijo niti v evangeliji, kamoli v 21. stoletje, je pripeljala do tega, da so rekli, zdaj bomo mi nove škofe posvetili. In je rekel Leon 13. vljudno, 14. Leon 14. je rekel, vljudno vas prosim, ne tega delati. Ja. Jaz nočem spora, ne tega delati. Če te pa to naredili, bojo pa posledice. In oni so to vse naredili, ker so tako kot naš predsednik vlade, on rine z glavo skozi. In posledice so bile. In jih izobčil. In to je posledično potencialno 500,000 vernikov zadaj. Verjamem, da ta številka prvič ni tako visoka, drugič, kar se bo pa zdiferencirala glede na zdajšnje dejstvo. Ampak to je že Janez Pavel II naredil. Da jih je enkrat izobčil. Potem jih je pa Ratzinger nazaj preklopil, in ta jih je zdaj še enkrat izobčil. Ampak poanta je preprosto ta, da, zakaj sem s tem začel, da če bo slovenska katoliška cerkev gradila na sovraštvu med Slovenci, na kulturnem boju, namesto na spoštovanju, sodelovanju, spoštovanju različnosti, ne zaostrovanju tistih vprašanj, ki so večno nerešljiva, ali LGTB, ali pa te stvari. Vsak človek mora imeti v principu dostojanstvo. Ja? Rom-pom-pom. Ja. Grobo sva bila prekinjena z rom-pom-pomom. Nadaljujeva pri tej, morda, kako bi rekli, schizmi? Rečva analogiji, da ne bomo pretrde besede. In tudi rad bi to govoril v vsej dobronamernosti, da ne bi izgledal kakorkoli, ali preuratniško, ali kar, ampak linija argumentacije gre natanko tako. Se pravi, če je logika krščanstva, kot jo je opisal Leon 14, ne 13, se pravi v tem, da se na svetu mora razviti spoštovanje in mir, da se mora razviti dostojanstvo vsakega človeka, ne glede na spol, vero, osebne okoliščine, premoženje, bogatstvo, revščino, karkoli že. Potem je to program in ta program je skladen, kar tudi Leon 14. izrecno tudi pove, z programom Združenih narodov, z ustanovno listino Združenih narodov, ki jo označi za enega največjih dokumentov civilizacije, mimogrede. Letnik 48. Tako je, letnik 48. In slovenska cerkev ima neko kontinuiteto in do današnjega dne je v tem smislu, naj mi oprostijo za bretla. Se pravi, v nek politikum, ki gradi na kulturnem boju in na nekaterih specifičnih razlikah med ljudmi. In v tem smislu hodi pot lefevrovcev. In na neki točki se bo zlomilo. To je tako jasno, kot beli dan. Se pravi, ali bo šla v popolno nerelevanco, postala neka zelo mala skupina, ki bo na koncu podobna tem, ki so zdaj pod Prešernom in Smolnikom demonstrirali z čudnimi nacističnimi znaki pa z rumenimi zastavami,
Ali bo omogočala desne vlade, ki bodo na koncu izključevali ljudi, delali nervozne in dvigovali sovraštvo proti zgodovinskim potezam cerkve, ki ima vso upravičenost do tega, da je besna na nek komunizem, ampak mora se pa vprašati, ali ga pa ni mogoče ona povzročila v neki določeni meri. Ne? Se pravi, krivice so krivice, ampak mi se ne pogovarjamo zdaj o zgodovinskih krivicah. Vse mlade generacije z mano in s tabo vred niso živeli tistega časa in se ne rabijo v tem več prepirati. Je tako, ne? A veš, To lepo si rekel, da smo mi dva mlada generacija. Mi dva nismo medvojna generacija. Dobro, no, ampak. Drugače so zdaj že 60 plus, saj jaz. Ja. Ampak ni pomembno, toliko manj pa ta mladi, ne, ki v bistvu že brat več ne znajo, samo še scrollajo. Ne. Ampak zakaj bi se oni pogovarjali o kulturnem boju, o domobrancih, partizanih? Zakaj bi se oni pogovarjali o povojnih pobojih? Ne? To bi moralo biti že zdavnaj rešeno, pa mislim, da celo je rešeno. Zdaj smo nekaj spomenikov sprave že pozidali. Jaz sem bil ne vem kolikrat na spravnih mašah v Rogu. In človek bi pričakoval, da če se enkrat spraviš, da si spravljen, ne to, da moraš vsake 2 leta obnavljati cepivo. Ne, veš. Ja, mislim, dober, pokop pa ni upravljen. A veš, so vlade ena za drugo pozabile, niso pozabile. To ni stvar našega prepira, to je tehnično vprašanje pogrebnih služb. In naj to vendar storijo. Če ne bomo mi kje pošli, pa bomo to naredili. Mislim, jaz sem pripravljen to narediti. Prideti kje, vzeti vrečke, najeti, pač tam so različni ljudje, različnih narodnosti, bomo prišli do različnih dostojanstvenikov, od muftija do nadškofa, pa civilno družbenike in vse, in bomo naredili. In pač posmrtne ostanke je treba pokopati. Dostojno, ne? Dostojno. To je civilizacijska norma. Ki 8 desetletij, oziroma 7 plus desetletij ni izpolnjena. Ne, če tega ne bodo naredili, sem jaz pripravljen organizirati inicijativo za to. Ne? Ampak poanta je v tem, da recimo že samo dejstvo, da je Slavoj Žižek, ki je pač genijalen v mnogih pogledih, mislec filozofa, znal zaznati moment neke univerzalnosti, v kateri se je mogoče izrekati, in polje umetne inteligence je, in univerzalizem, ki ga je Leon 14. v vsej svoji, kako ne rečem, ponižnosti znal zajeti, se mi zdi, da je to izredno produktiven moment, iz katerega mi lahko vlečemo, zdaj bom pa majhen egoistično povedal, celo svoje notranje politične koristi. Zaradi tega, ker zdaj s tako platformo lahko, zdaj komentatorsko gledano, prideš pred ljudi in rečeš, tukaj ni več nesporazumov. Tvoj šef je tako rekel in nekdo, ki je bil v tem gibanju, v vsej kontroverznosti za marsikoga ali kakorkoli že. Mi smo zdaj na istih pozicijah, dajmo te pozicije vendar unovčiti za naše dobro, ne pa za prepire. In dragi Jaša, ali boš ti sprejel to logiko, pa boš servisiral naša občutja, ki so državljanska občutja, ki so občutja temeljnih človekovih pravic, ali pa spoke, ali pa 5 stran. In te svoje bote, trole, medijske morilce, primitivce, zapoke in naciste in jih odpel nekam na neko osamljeni otok Svete Helene, dajte si gor kape Napoleonove, pa korakajte gor pa dol. Skratka, je trenutek, ko lahko take besede izrekamo in mogoče celo kakšno katastrofo preprečimo, recimo kulturni program. Zdaj na programu program civilne družbe. Ne? To se že tako lepo kaže. Pa smo že najavili, da bodo šli v redukcijo financ za vse živo, predvsem recimo Rončević hoče kar ministrstvo za kulturo, ki je v Novo mesto dol odpeljati. Pa če bi bila neka referenca, pa ni. Ne? Ja. To poveš, da gre lahko sam na slabše, potem pa zdravstvo. Ne? In tako naprej. Skratka, tukaj smo v neki agendi, jaz lahko Žižku samo čestitam, da je to potezo potegnil. Dobro, kolega Markeš, hvala za tokrat. Naslednji teden greva naprej. Naročite se na delo.si. Hvala.